Dober jutr, zdaj sva prišla do izhodišča za Tofana di Mezzo. Zdaj pa naredimo še plan za jutr. Midva bova do vrha Tofane di Mezzo šla po 3 feratah. Zdaj sva tukile v tej koči di Bona in jutr zjutraj bova šla takole gor in tukile se začne prva ferata. To je ferata Astaldi, ki je ocenjena z B. In preči takole sem do tele koče. Pol pa od tele koče takole gor na ferato Punta Ana, ki je pa ocenjena z D in se konča tukaj nekje. Pa bova šla pa levo še na ta zadnjo ferato Gianni Aglio, ki je pa tudi ocenjena z D. In potem bova prišla takole sem na vrh. Zdaj ta pot je kar zahtevna, tako da se definitivno ne bova spuščala po tej poti. Mava pa kar nekaj drugih opcij. Recimo najlažja je, da greva tukajle na gondolo in se spustiva do semle dol, pa greva takole malo gor in dol po ferati Olivieri, ki je ocenjena z B, in potem nazaj do parkirišča. Druga opcija je, da greva midva po ferati Lamon do semle, tukaj bi šla še na Tofana di Dentro, pol pa po ferati Formenton takole sem in potem spet prideva do tlele in takole dol. Tretja opcija je pa, da greva po tej ferati Lamon do sem, potem pa levo dol, takole do te koče in potem od te koče nazaj dol do parkinga. Ampak o tej poti pa nisem najdel kaj dosti podatkov, tako da ta je sam za rezervo. Evo ga, zdaj sva se zbudila in sva začela hoditi. Zdaj je lih sončen vzhod, tako da je tale gora čisto rdeča od tega. Se zdaj tlele se sonce še ni prikazal, zato ker je ura lih 7. In čeprav sva že na 2200 metrov, morava toliko zgodaj začeti, zato ker je 6 ur pa pol za hoditi do gor. Tole je pa začetek prve ferate. Ferata Punta Ana, to je ta naslednja, to je bila pa zdaj ta ferata Astaldi. Ja, nič, gremo naprej. Tle pa prije normalna pot od parkinga gor.
Pri koči je bilo veliko ljudi, zato sva se pa odločila, da va šla kar naprej, ker če ne va imela gužvo na ferati. Ja, pivo ne pije. To su rihli hlapci. To. Za na vidu. To je tudi paska malo zvidana. Aha.
You can go faster if you want. We're gonna wait up there. Yes. Where do you come from? Slovenia. Slovenia. Yeah. You're from Italy? Yes. Ah, nice. Yeah. Manjka 7 lahko rabi. Ja, itak, lepo. Tam bilo rabila 6 ur do gora. Ne. Pa zdaj imamo 700 višinca, 2 uri 13. No, vidiš. Jaz sem kva grejo ti dol. Ja. Je fiks tudi na ena pot. A pa? You never know. Po moje pa je. Leva noga mi kar slipa. No? Ja, te čisto sam na roke se spomniš noge. Pač noge sem lih obraten, kakor bi rabil imeti. Ja. Ker pravim imeti roke tako z ravnotežje, pa noge, da so gor. Ja. Tle si pa mrgel, če nima smočil roke. Ja. Ja pa stari. Pač dobro, no, vse imaš za noge, tle se stopa sem. Ja, kakšno je klekle overhang. A ja, vidim, ja.
Ja, se to so tele dva klina dal, da ne morajo reči, da je pol tudi. Mislim, da pol lahko rečejo, da je D. Šiš. No tole pa je najbolj exposed del zdaj. Ja, zihr. Ja, kad te nazaj nese. Ja, no. Malo sem čisto grajsil kamero. Evo ga. Ja, zdaj sem pa na varnem. Oh, fuj. Kva? Mu. Ja, ok. Ja, ne. Nešto nam tega muva izpalil. Ja. Zdaj se vidi, da je izhojen. A je zdaj tam naprej? Ja. Zdaj sva pa midva na tem mestu, ki je bila prej tista skupina. O, fuj. Sam to pa lahko, da je tudi kaj izpulal ven. Ja, pa kaj se vse posipa? Pač, kaj ne mi reči, da tle niso dali zajec.
tale okenca. Ta. Ja, ko najjač. Meni so pa te rože čist safe, stari. Ja, se so. To je pa meni tako navaden. Je pač ja. Čist. Zdaj tu čist zliza, ne? Pač, ko to je meni skeč, veš, ko misliš, da ti je pol slipel na noge. Ja, se to, ja. Ker to bi ti edin tako plezalka zagrabila tle. Ja. Zdaj smo na 3K. Na 3 ure. Aha. Nice. Če smo samo točen 3 ure, pa bi to 6. Pač točen so bile tam. Še skupaj nekaj počasa. Ja. Zdaj se pa že neki vid gor tam. Še 80.
Zdaj si pa poglejmo še te glavne vrhove tukaj v okolici. Tlele nasprot je Tofana di Dentro in tukaj čez gre tista ferata Formenton, ki sem na začetku razlagal. Pa imamo pa tlele še Piz Boe, to je tale, in pa zraven še Marmolada. Tle gor sva bila pa v prejšnjem videu. Poj pa tukaj še tretja Tofana in to je Tofana di Roses. Po pa še na to stran imamo pa Monte Civeta, Monte Pelmo, Monte Antelao, ta je drug najvišji vrh v Dolomitih, zraven njega je Punta Sorapis in pa tukaj še Monte Cristallo. Po pa še tlele v Avstriji imamo pa veliki Klek oziroma Großglockner, ta je ta najvišji vrh Avstrije, zraven je pa še Großvenediger, to je pa tale, je pa četrti najvišji vrh v Avstriji. Drugač pa tukaj je ful zanimiv, ker se lahko iz tega mesta, Cortina d'Ampezzo, gor pripelje z gondolo. Prav do tele postaje, odkjer, kakor vidite, nimaš vse skup nič za prehoditi. In pol je ful zanimiv, ker imaš na vrhu mešanico ljudi. Eni, ki so oblečeni čist planinsko, ki imajo ruzake, čelade, plezalne pasove, pa drugi, ki so pa oblečeni kot eni mestni turisti. In je prav smešen, ker je tak kontrast. Nič, zdaj pa nazaj dol. Zdaj bova najprej pogledala, koliko košta tale gondola, pa se mogoče zafurava eno postajo dol. Drugač pa se morava spustiti po ferati BC. Evo, zdaj sva tlele noter v koči pri kasi. Ta se odločila, da bo šla z gondolo dol eno postajo. Pač dala bova 15 €, ampak se pa spustila tako, koliko ene 500-600 višincev. Ja, ali pa še več. 800 cara. Ja, 800, 800. No, to se pa že splača. Kva se ga filajo. Ko ta črta šla do konca, je nafilana gondola. Iz temle gor sva se pripeljala do sem. Zdaj sva v bistvu tako malo nižji, kakor 2500. Tako da imava zdaj še ene dobrih 400 metrov do avta. Se mi da mora zdaj še edin full ke. Sam bo hiter. Ja. Sam lej, zdaj pa že bolj oblačen gor. No pa še to se ogen. Ja, se to. Evo ga, zdaj sva prišla tle do tega križiša. Tako od postaje, pač postaja od gondole je tako tlele zadaj. In dejansko se je treba 100 metrov do sem dvigant. Zdaj pa bi mogel jeti sam navzdol do une koče. Ja. Njih sva prišla po 2400, pa nam jo že nazaj pošiljajo. Ne. Evo ga, koča.
Zdaj tle so pa kar mize pa stole, ne, klopi so bile, mize pa klopi so pospravil. Damon. Footer. Ja, ja. Evo, jaz tle se lahko spustiti. Zdaj pa tukaj dol. Evo, jaz tam je parking dol. Koliko je avtov. Tam dobro, vse včeraj je bilo isto nekako, ko sva prišla. 7:15 sva samo rabila. No, se je res, da sva računala, da se va spustila dol po Ferrati BC, ampak sva računala, da bo tako 5 ur kasneje, kakor sva dejansko prišla zdajle dol. Tako da ja, to je to za danes, pa se ga naslednjič, ne? Ajde.